Starejših v Sloveniji nas je četrtina prebivalstva. Problem mlajših generacij je ta, da nas vse starejše dajejo v isti koš. V resnici smo izjemno različni med seboj. V našem projektu Starejši za starejše smo ugotovili, da samo 10% starejših od 69 let potrebuje stalno pomoč, torej 24-urno pomoč ostalih. Vsi ostali imamo pa zelo različno količino energije, življenjske energije, smo različno zdravi, različno bolni, različno izobraženi in različno pripravljeni sodelovati v družbi. Torej, v naši skupini je zelo veliko nakopičenega znanja in izkušenj in veliko še neporabljene energije. Država, ki skuša tekmovati z najbolj razvitimi, mora rezerve, ki jih ima, uporabiti bolj učinkovito, da se lahko približa razvitim. In ravno tukaj vidim v starejših eno veliko količino rezerve, ki bi jo pametni politiki lahko izkoristili za hitrejši razvoj države. Mi starejši smo bili vse svoje življenje navajeni prostovoljnega dela in zelo veliko, ali pa bom rekla praktično večina, tako ali drugače dela prostovoljno. Nekateri ali pa ena skupina samo v družini, torej zelo veliko nas pomaga otrokom in vnukom. Veliko pa se jih vključuje v razne organizacije, kjer skrbijo za svoje zdravje, mnogi pa tudi za zdravje svojih vrstnikov. Tukaj bi lahko država bistveno več naredila, da bi bili učinki tega prostovoljnega dela starejših bolj uporabni. Mi smo na koncu prejšnjega stoletja dejansko v slovenski filantropiji začeli razvijati projekt medsebojne pomoči starejših. Leta 2004 naredili smo metodologijo, leta 2004 je to idejo prevzela Zveza društev upokojencev in zelo hitro v 4 letih se je vključilo okoli 260 društev, torej več kot polovica društev Zveze društev upokojencev. Zbrali smo okoli 4000 prostovoljk in prostovoljcev, članov društev, ki so začeli načrtno obiskovati vse vrstnike starejše od 69 let v okolju, kjer živijo, in skušali najti tiste, ki potrebujejo pomoč okolja, pa jo nimajo ali pa je premajhna. Projekt teče zdaj že 16 let. Država ga sofinancira, ampak tukaj se soočamo torej z diskriminacijo na vseh področjih in pa s tem, da pravzaprav ne dojamejo, kako zelo pomembno je delo prostovoljcev, ki obiskujejo starejše in jim skušajo urediti pomoč, ne samo za starejše same, ampak tudi za strokovne službe, ki skrbijo za kakovost življenja starejših. Naše izkušnje kažejo, da so tisti, ki so najbolj potrebni pomoči, so skriti. Jih ne vidimo. Sosedje sicer vedo, so njihovi sosedje, ampak nekako sprejemajo to, da pač so taki, kakršni so. Zato, ker bolj, ko so socialno izključeni, težje je delati z njimi. In zato dostikrat sosedje poskušajo, pa če so starejši ljudje odmaknjeni, potem jih pustijo pri miru. Vloga naših prostovoljk in prostovoljcev pa bila, da kot vrstniki, kot sosedje skušajo priti do teh ljudi, pogledati, kaj rabijo in jim pomagati. In tega zdaj v teh 16 letih smo naredili zelo veliko, našli smo zelo zanemarjene primere in poskušali smo te ljudi, ki nujno rabijo pomoč,
povezati s strokovnimi službami. Se pravi, pomagati strokovnim službam, predvsem centrom za socialno delo in patronažnim sestram, da so šle tja, kjer so ljudje res potrebni. Kajti centri pomagajo tistim, ki pridejo po pomoč. Patronažne sestre sicer hodijo po terenu, ampak tudi, ker imajo zdaj zelo veliko dela za splošne zdravnike, zelo malo teh patronažnih sester dela še preventivne obiske, se pravi, obiskuje starejše na svojem terenu in skuša najti tiste, ki rabijo pomoč. Pri delu se seveda s finančnimi težavami soočamo, nikakor nismo mogli dopovedati, takrat, ko sem še jaz delala v tem projektu, da seveda 4000 prostovoljk dela prostovoljno, rabijo pa koordinacijo in v vsakem društvu imamo spet prostovoljko ali prostovoljca koordinatorja, ki združuje te prostovoljke, s katerimi se pogovarja, jih pošilja na teren, sprejema informacije in skuša pomagati organizirati pomoči potrebnim. Takih koordinatorjev imamo toliko, ker je društev vključenih, to se pravi tam okoli 260, ti pa spet potrebujejo koordinacijo, potrebujejo stalno izobraževanje, združevanje, zato da med seboj delijo izkušnje, kako se da priti k tistim, ki so najbolj pomoči potrebne in kakšno pomoč se da organizirati v okviru društev upokojencev. Prav neverjetno, s čim vse smo se soočili. Torej, še vedno ministrstvo ne dovoli, ne da denarja, če vodi projekt upokojen strokovnjak. Pa naj si bo to upokojena socialna delavka, upokojena sociologinja, upokojena zdravnica ali pa pravnica. Trdijo, da to projekt mora voditi mlajši. To je zelo huda diskriminacija starejših strokovnjakov. Kar nekaj se je vključilo v delo projekta upokojenih socialnih delavk. Upokojena socialna delavka, to je pa zelo huda napaka stroke same. Upokojena socialna delavka ne more biti mentorica mladi začetnici. Zato, ker je upokojena. Tukaj seveda ne gre za nobeno stroko, gre samo za to, da hočejo zaslužiti z mentorstvom tiste, ki so zaposlene. In to je nesprejemljivo in se ne spremeni. Nekako, ja, še en tak primer imam, ko smo se že končno dogovorili, taka velika mreža prostovoljcev seveda potrebuje eno trdno organizacijsko zgradbo. In pred leti smo se z ministrstvom dogovorili, da nam bodo omogočili zaposlitev 11 mladih ljudi, ki naj bi držali to okosje te mreže, pomagali koordinatorcem v društvih, administrativno, organizacijsko in še kako drugače. Kaj se je zgodilo? Nekdo na socialni zbornici napisal, da je projekt premalo strokoven. To so take neumne diskriminacije učiteljev svojih, ker cela kupica teh socialnih delavk so bile učiteljice mladim, ko so te študirale. Če bomo hoteli, da bo to prostovoljstvo, ki ni kampanjsko, mi imamo prostovoljke na terenu celo leto. In zaenkrat ustavilo se je pri 60% pokritja Slovenije, zato ker enostavno ne moremo zbrati več sredstev, da bi potegnili noter še preostala društva. Škoda, zaradi tega, ker cela država to potrebuje. Potrebuje pomoč prostovoljcev, stroke potrebujejo pomoč prostovoljcev za to, da so res prisotne na terenu, da res najdejo tiste, ki njihovo strokovno pomoč najbolj potrebujejo. In
ravno tukaj vidim rezervo starejših, seveda pa morajo tisti, ki imajo oblast, se ne smejo s tem projektom samo hvaliti, ampak mu morajo tudi omogočiti, da živi in preživi. Mi smo včasih govorili na ministrstvu, če je prostovoljka celo leto na terenu, vsaj čevlje bi lahko kupili. Če kupimo 4000 prostovoljkam letno čevlje, sem izračunala, je to 200 000 evrov. Mi pa dobimo za celo vodenje skupaj spravimo tam okoli 600 000 evrov. Tako da dejansko je treba razumeti tudi to, da prostovoljci dajo svoj čas, dajo svojo energijo, dajo svojo dobro voljo, da pa ne sme država pričakovati, da bodo dajali tudi svoj denar. Tisti, ki imajo dovolj denarja, jih je malo prostovoljcev. Večina prostovoljcev je tistih, ki imajo majhne pokojnine, tisti, ki imajo najbolj odprto srce za sosede. Želim vsem mlajšim generacijam, vsi se boste postarali, želim vsem mlajšim, da bomo skupaj podrli te ovire ali pa to nestrpnost do starejših, napačen pogled na starejše in da bomo skupaj mnogo bolj učinkoviti.